Dobar dan, en stavek se da zmeri povedati. Dobar dan. Minister Omrzel, lahko danes komentirate, kaj je to za vas korektno in kaj nekorektno vprašanje, glede na vaše izjave, glede Gregorja Ficka in mojih vprašanj? Mi smo zelo podrobno pojasnilo in odgovor za PR pripravili, verjetno ste ga dobili. Vsak seveda odgovarja za sebe, vsi smo odrasle osebe. Jaz sem vam izjave dal, kar se tiče vseh očitkov, tako da dlje od tega mislim, da ni potrebno komentirati. Pa lahko vsaj komentirate, to je vprašanje o kapelici, o kateri smo poročali včeraj, korektno vprašanje. Je torej Gregor Ficko tisti, ki lahko daje takšne donacije, pravzaprav čez noč poskrbi, da se kapelica zgradi, če ravno trdi torej v eni sapi, da nima denarja? Vsa vprašanja, ki jih postavite novinarji, je prav, da jih seveda javni funkcionarji tudi odgovorimo. Je torej na mestu, da bi gospod Gregor Ficko tokrat moral odgovoriti na to vprašanje? Vprašanje oziroma odgovorov njegovih spet nismo dobili. Še enkrat, vsa vprašanja, ki jih postavite, je korektno, da jih javni funkcionarji odgovorimo, oziroma moja želja je, da se tudi moji odgovori objavijo. Ampak zakaj torej Gregor Ficko na moje vprašanja že od oktobra ne odgovarja? Torej je za vas kot ministra sprejemljivo, da direktor direktorata za ceste tako ignorira eno od medijskih hiš in na konkretna in korektna vprašanja ne odgovarja, med drugim tudi o plači. Mi v odgovoru, ki smo vam poslali kot ministrstvo, smo jasno navedli, da karkoli rabite, kakršnekoli odgovore, ki so povezani z nami, boste tudi dobili. Tako da absolutno še enkrat, seveda na vsa vprašanja je potrebno odgovarjati. Gregor Ficko je že napovedal, da se ne bo opravičil, kako boste ukrepali? To ne bom komentiral. Pa vendarle, torej vaša zaveza in vaša zahteva, da se opraviči, je bila brezpredmetna potem takem, če tega ne boste komentirali? Ne bom tega zaenkrat komentiral. Zakaj ne? Kaj se boste sestali tudi s poslansko skupino SD glede interpelacije? Bil sem v Pozitivni Sloveniji in seveda zdaj bom tudi usklajeval urnike z ostalimi poslanskimi skupinami. Takoj, ko bodo imeli poslanci čas, da me sprejmejo, bom seveda z veseljem pojasnil očitke oziroma neutemeljenost očitkov tudi ostalim poslanskim skupinam. Torej, samo še SD iz koalicije, ali nameravate pred interpelacijo vendar ne tudi opozicija? Ne, seveda v opoziciji ne bom pojasneval. Vsekakor bom pa poleg SD-ja seveda pojasnil tudi Desusu. Delujo pa seveda sem pa da že pojasnil. Pričakujete podporo z celotne koalicije? Jaz bom tako rekel, ko pogledam vse, kar se mi očita in ko pogledam odgovore, je kristalno jasno, da so vsi očitki popolnoma neutemeljeni in z predstavitvijo, zakaj tako mislim, je vse zelo močno podkrepljeno z argumenti in za mene vedno na koncu veljajo argumenti, sem prepričan, da tukaj ni nobenega dvoma. Pričakujete tudi podporo celotne Pozitivne Slovenije, glede na to, da so bili tam nekoliko užaljeni, ker je vaš predsednik, če rečemo nežno, pomagal odstraniti ministra Stepišnika, oziroma znano je bilo njegovo stališče. No, jaz se s tem ne strinjam. Jaz sem enkrat že poudaril, midva z gospodom Stepišnikom smo imeli zelo korektno sodelovanje, bila sva soseda na vladi, tudi kot človeka jaz gospoda Stepišnika cenim, je pozitivna oseba in mi smo se res dobro razumela, se še vedno dobro razumemo. Gospod Stepišnik se je sam odločil, to je pomembno. On je sprejel to odločitev, nihče ga ni odstranil. Ste SD že zaprosili za srečanje, kateri so še rekli, da ne? Moj kabinet ima nalogo, da uskladi termine, kje pa so s tem usklajevanje? Lahko še kratek komentar zdravstvenega ministra, če poznate mogoče tudi druga imena, ki bi se nam omenjala, oziroma če ste naklonjeni Šoltesu. Kakšen pa je za vas kandidat za Šoltes? Lahko še konkretno, torej med drugim tudi poveste o tem nezakonitem poslovanju Ficka? Lahko mogoče vaš kratek komentar najprej na kandidata za novega zdravstvenega ministra, torej je gospod Igor Šoltes v vaši luči pravi kandidat, ki se bo spoprijel med drugim s korupcijo, o kateri je zdajšnji v.d. ministra Karel Erjavec tudi na veliko in obširno govoril.
Gospod Šoltes se mi zdi zelo dober kandidat za ministra za zdravje. Mislim, da je ta trenutek kvaliteta ministra za zdravje veliko bolj pomembna od strankarske kombinatorike, tako da bom podprl predsednico vlade, če ga bo predlagala za ministra. Torej, kar je rekel gospod Lukšič, da je neopisno, da prihaja v vlado človek, ki ustanavlja stranko. Kaj pravite na to? Zdi se mi, da je ta trenutek glede na situacijo v zdravstvu res daleč bolj pomembno, da dobimo dobrega ministra, kot pa strankarske kombinatorike. Pa se vam zdi, da gospod Šoltes glede na položaj oziroma ne na mislim funkcijo na računskem sodišču preteklo, ampak na splošno, da vendarle ni povezan z raznimi lobiji in tistimi pritiski, o katerih je gospod Gantar govoril? Ne vem, da bi bil gospod Šoltes povezan s kakšnimi lobiji ali pritiski, vem pa, da je strokovnjak za javno naročanje, da to področje zelo dobro pozna. Področje javnega naročanja je pa ena najhujših šibkih točk v zdravstvu. In zdajle dobiti za ministra za zdravje nekoga, ki se zelo dobro spozna na javno naročanje, bi bilo dobro. Ampak vsi pravijo, da prihaja celoten lobby iz leve opcije, torej tudi Šoltes je bolj blizu levi opciji kot desni. Torej mislite, da ima dovolj hrbtenice, da je tako neodvisen, da se bo lahko spoprijel s temi lobiji, ki krojijo tudi usodo javnega naročanja? Jaz izhajam vedno iz tega, da so ljudje samostojne osebnosti. Za gospoda Šoltesa verjamem, da je takšne vrste osebnost. Ali se bo pa zares odločil za kandidaturo, bomo pa še videli. No, samo se zdaj, gospod Erjavec je dejal, da je gospod Šoltes zelo sprejemljiv kandidat, da ga ceni, vendar pa je poudaril, da bi v tem primeru Desus vsekakor hotel obdržati dve ministrstvi. Kako potem ustreči njihovi interesi? To težko komentiram, ker še tretjič ponovo, bistveno bolj pomembno od teh strankarskih kombinacij zdaj je, da dobimo res dobrega ministra za zdravstvo. In vas ne bo motilo, tudi če bo on nadaljeval svojim prizadevanjem za novo stranko, smo razpravo razumeli? To so nepovezane stvari. Ampak recimo, če on ustanovi novo parlamentarno stranko, da se torej imeli ministra v vladi, ki bo član neke stranke, ki je ni v vladi, konkretno. Niti v parlamentu. Ta zorni kot me ta trenutek bistveno manj zanima, kot pa kvaliteta ministra za zdravstvo. Da pa ste raje ponudili okvira v sledeči stranki? Tem ne razmišljamo. Kaj pa imate tudi mogoče kakšno drugo ime v igri? Predsednica vlade trenutno tista, ki izbira, in seveda tudi Desus, ki mu primarno pripada pravica, da predlaga ministra. Nimate pa podatka o tem, če govorite še s tem drugim? Ne. Vi zadržate svoje resorje načeloma, predvidevam, ne? Ja, mislim, da ni bilo nobenega govora in tudi ni nobenega razloga, da bi se kaj spremenilo. Je že nadzoril kandidat za novega gospodarskega ministra? Mislim, da predsednica vlade tudi glede tega dela na stvari, da išče kandidate, da se pogovarja z njimi, o imenih pa ta trenutek še ne bi. Kaj je z vlogo gospodarskega? Se pravi, da v konkretnih podlogih ne bi. Imena pa poznate? Nekatera da. Pa s tem, kar ste slišali, ste zadovoljni? Zelo ste diplomatski. O konkretnih imenih ta trenutek ne bi. Pa ste že omenjali, recimo gospod Avš? Ne, nabor je gotovo kvaliteten. Ja, to je vprašanje. Ja, vete, če jih predsednica vlade vabi na razgovore, so gotovo kvalitetni kandidati. Tudi za vas? Tudi za vas? Seveda. Torej ti pogovori potekajo, konkretno res. Ja. Še kaj drugega? To pa ne vem, to morate predsednica vprašati. Upam, da čim hitreje. No, še tole. Pa so recimo v primerjavi... dobimo dva nova ministra. Pa so v primerjavi s Šoltesom... 24. januar, torej datum, ko naj bi pogodbo tudi dokončno uskladili, podpisali, dotlej bi lahko imeli tudi že oba ministra. 24. januar ste rekli? Ja, konec prihodnega tedna. No, jaz mislim, da bo koalicijska pogodba podpisana v februarju. Prav pa bi bilo in dobro, da čim prej dobimo dva nova ministra na izpraznjeni listi. Pa je med kandidati, med drugim za gospodarskega ministra, tudi kakšno tako ime, torej, ki se lahko primerja s Šoltesom, torej, da ne prihaja prav iz politike? Saj sem rekel, da v konkretnih kandidatih ne bi. Se mi zdi pomembno, da bi s temi kandidati usklajevali tudi zdaj zadnje trenutke pri koalicijskih pogodbah. To bi bilo dobro. Kdaj pa pričakujete, da bodo dejansko ministri izbrani?
upam, da čim prej. Ta teden, naslednji teden. Upam, da čim prej. Koliko časa boste danes se kaj ve? Po mojem 2 do 3 ure. Hvala. Ja.